Dobrodošli v Showcast. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes v moji družbi drugi najlepši moški v Sloveniji, filmski kritik, novinarski kolega, bloger, podcaster in malo prej sem izvedela, da nesojeni predšolski učitelj, Iztok F. Gardner, ne bom izgovorila, ker smo tak družinski podcast. Lepo pozdravljen. Lepo zdravljen, hvala lepa za najavo, ampak tole je drugi najlepši, ne? To si me pa malo vrgla stera. Ne? Ampak to sem samo tebe citirala. Jaz sem to izjavil, Jaz sem bil pa res neumen. Večkrat. Se pa strinjam, res je drugo mesto, častno drugo mesto, ampak napadam prvo. Ne? Ko sem v dobri formi, znam biti tudi prvi, trenutno sem pa drugi, Zdaj, ali tale poročni prstan te kaj bolj proti cilju usmerja, ali te zavira pred prvim mestom? Ta poročni prstan v bistvu mi daje zagon, da postane prvi. Najlepši mož v Sloveniji. Tako. Zdaj, šalo na strani, hvala, da si vzel čas. Dolga pot je bila do Ljubljane ali ne? Zgodaj si vstal, ne? 7 ur. Zabavam se, res je. Veš kak je, imel sem srečo, šel sem malo prej, da ne bi zamudil, ker to je ipak velika zgodba, ta Showcast, to ni heca. Ampak sem imel srečo, da ni bilo take gužve kot ponavadi, pravijo ljudje, da je. In sem prišel celo malo prej, ampak smo malo pokramljala off the record, tako da vidiš, točno sem prišel, sem pa malo zaspan in utrujen, ker imaš zelo zgodne ure snemanja, to te mora malo ukarati, ampak se bom potrudil kljub temu delati, da sem v polni formi in da bo kaj zanimivega povedal. No, super. Zdaj za začetek, da se ogrejeva, jaz vsakega gosta prosim, če prinese 3 osebne predmete. Pa me zanima, ti tako skrivnostno tam pod mizo skrivaš. Kaj si ti prinesel, da te malo bolje spoznam? Zdaj, predmet, uvodni predmet je seveda ta poročni prstan, ki je seveda moj najljubši predmet od 21. marca naprej. Takrat je ta prstan od moje drage Monike prišel na moj prst in to je zdaj predmet številka 1, oziroma predmet številka 0. Predmet, ki ga moram zdaj tu belodaniti in je res predmet, ki mi pomeni ogromno. Se pravi, da sem se pri 51 letih prvič v življenju, upam, da zadnjič, poročil. To je številka 0. Predmet. Kako ti je spremenil življenje tale? Predmet. Veš kaj, najprej mi je bilo, jaz sem vedno tak hecen človek bil, da ko si ti mož, pa imaš ženo, pomeni, da si star. Nimaš več punce. Recimo Al Pacino je pri 80 letih na eni podelitvi Oskarjev rekel, I'd like to thank my girlfriend. Viš, in je vstal frajer. Jaz pa zdaj rečem, da imam ženo, torej ženo moje stari ljudje, ampak ne, zdaj sem poštekal, da to ne pomeni star v smislu let, ampak zrel, odrasel moški, ki je odgovoren, in zdaj s ponosom rečem, da imam ženo in da sem mož, tako da vidim, da sem ga polomil, da sem se tega bal. In prišla je pa seveda prava in si je zaslužila zdaj ta naziv moje žene, primerno prva v zgodovini. No, zelo lepo, upam, da je tudi zadnja. Močno upam, to sem mi še mogla, da bi še eno iskal. Ena naj bo, Drugi 3, dodam enega po enega. Evo, drugi predmet, film Oblečena za ubijanje, Dress to Kill, DVD, sloviti film Briana De Palme z leta 1980, ki ima pa zelo zanimivo zgodbo. Moj oče, žal ga ni več z nami od leta 2006, je bil zelo velik ljubitelj filma in me je enkrat na morju, ko sem bil star 6 let, peljal gledati ta film, ki je skrajno neprimeren za mene, ampak jaz se ga nisem bal, ampak sem postal orjaški fan filma. In ta film, Dress to Kill, to je vrhunski thriller, vrhunski film je razlog, da imam jaz tako zelo rad filme, ki mi pomenijo največ v lifeu, kar se tiče teh umetnosti. In to je ta prelomni film. To je dejansko ti je spremenil življenje. Tako. Mogi mi je prestraš, ker mama je kregala pol njega, kaj se gre. Jaz si predstavljam. Ampak on je že vedel, kako in kaj očitno, da me je to peljal. Tam se je rekli, mislim, da tu je Oblečena za umor, tam je bilo po hrvaški naslov je bil, ampak original je pa Dress to Kill. To, če nisi gledala, nujno si pogledala. Okay. Zdaj sem že dosti stara, da pogledam. Tako. Drugi predmet, ki mi ogromno pomeni, je znova filmski, je pa Marlon Brando z filma Godfather, ki premika glavo. Včasih je še govoril, pa so se potem baterije skurle, so oksidirale in je rekel, I make him an offer, he can refuse. In to je v bistvu mi prinesel pa moj dragi bratec, ki je bil enkrat na obisku v Ameriki, prej naši žlahti, in mi je kot darilo prinesel nekaj najboljšega, kar je možno. In to je tale Marlon Brando, sloviti Don Vito Corleone, in to je ena izmed mojih najljubših lutk.
in le glavo zdaj premika. Ne? In je to res, res, res vrhunski predmet, na katerega sem zelo, zelo ponosen in ga s ponosom tudi komu kdaj pokažem. Ne? Tretji je pa zelo očiten, ne? To je pa seveda slovita rokavica Michaela Jacksona, ne? Katerega velik fan sem, ne? In mislim, da je prišla na tržišče ravno takrat, ko je on umrl. Ne? Zdaj, če jo je nosil, jaz ne vem. Ne? Govori se, da jo je. Govori se, da je, tako da naj bi imela veliko vrednost. Ne? Zdaj, če so me okoli prinesli, ne vem. Je pa to ena taka lušna stvar. Zdaj, ko je film prišel ven, ne? Je to še posebej fajn imeti. V glavnem, to mi tudi zelo, zelo, zelo veliko pomeni. In se včasih malo zlažem ljudem, da je to originalna Jacksonova rokavica, ki jo je nosil že v 80-ih letih in mi verjame. Ja, kakšen ti je bil film? Film sem gledal 2-krat. Prvič me je razočaral, ker sem pričakoval več natančnih stvari, bolj kompleksno zgodbo, pa ne afer pa škandalov, ampak malo več, ker res ogromno vem. Ne? In mi film dejansko nič novega ni pokazal. Drugič sem ga šel gledati pa malo bolj sproščeno, sem pa zvišal oceno iz 6 od 10 na 7 od 10 in se pol nekako bil zadovoljen. Ne? Bi pa v drugem delu, če bo, pričakoval pa vseeno malo globine, malo kompleksnosti, malo več teh stvari, ki bi jih morali pokazati, po drugi strani je pa res, ne, glede na to, da je vse, kar o Michaelu pride ven, dosti negativno, slabo, škandalozno, je pa moral biti morda film res takšen, kot je bil, da je končno neka lepa, pozitivna stvar. Tako da sem pol z tega vidika ugotovil, da je pa očitno moral biti takšen. Na kateri strani javnosti si verjameš vsem tem teorijam zarote? Ne. Tu sem jaz vedno Michaela zagovarjal, se bil pripravljen, bišто se zdaj, dole so se te bleščice šle, se pravičujem. Vedno sem ga zagovarjal zato, ker ne, vsaka ta zgodba, ki je prišla ven, takšna in drugačna, ima vedno tok luken. Vedno se izkaže, da so to 20 let stare stvari, da so se ljudje lagali, da razumeš, tudi ta sodba, ko je bila 2-5, ko so ga uradno oprostili, to je bilo toliko enih luken, toliko enih laži, toliko enih nakladanj, da ne morem verjeti. Če mi bo enkrat en dokazal, ne, da je to res, da bom jaz verjel, tole imamo posnetek, tole imamo video, pusti pričevanja, če jaz vem, da si se ti zlagal, da tega, ker jaz res veliko vem in ne verjamem. Ne? In me do zdaj še ni nihče prepričal. R. Kelly, ki je pa moj drugi najljubši pevec, je pa v Arestu, ta je tudi čisto zasral kariero, tukaj pa očitno je bilo marsikaj, kar me zelo, zelo jezi, ker ima vrhunsko glasbo, ampak tu pa se moral žal skloniti glavo pa reči, evo, tu pa vidim, da ga je polomil. Tako da ne zanikam kategorično. Ne. Pri Michaelu pa sem 100%, čeprav me ni bilo zraven, sem 100%, da tukaj pa ni bilo bedari, ker vse te zgodbe imajo orjaške luknje. Se pravi, je bilo nekomu v interesu. Ja, bil je lahka tarča. In se ti pravim, vsa ta sojenja, vse te stvari, če bi šla res natančno v to, ampak nima časa, upam, da nimamo, no? Ti lahko dokažem res na primerih praktičnih, da je to bullshit. Ampak istok, danes nismo tukaj, da bi govorila o Michaelu Jacksonu. Če si nekaj predmete, prenesem, pa to dol pada, te rokavice, kaj je to, mislim pa čakaj. To evrčki dol letijo, če je to original. Vsaka bleščica je nekaj vredna. Mislim, da moram biti. Sva tukaj, da tebe malo pobliže spoznamo, si ena taka stalnica na sceni, razupita slovenska osebnost, da ti se počasi malo umirjaš. Na stara leta. Divja leta so že malo za tabo. Pa me vseeno zanima, odkje je bila ta želja vedno prisotna, da si malo pod žarometi, da si v dogajanju, odkje je ta želja? Mislim, jaz, ko sem bil mali, sem jaz bedarije počel. Recimo se spomnim, ko me je babica, sem šel z njo v bolnico, ko je bil dedek bolan in sem tam hodil, sem bil star mene 3 leta, pa sem govoril, boli, pa gleda babica, pa sestre gledajo, pa boli, pa fante, kaj te boli? Lulek, in tako sem imel, in sem se zajebaval in tudi na avtobusu, ko smo nekaj šli v Baško, sem neki mikrofon tam najdel od tega šoferja, pa sem skrat začel nekaj govoriti, pol pa ta želja po tej neki provokaciji, tej neki noriji je pa prišla verjetno zato, ker me je jezilo, da iz Celja ven ti ne moreš prodreti v Slovenijo. Če ne narediš neke norije, neke traparije, in pa sem naredil ta zelo glasni komad Ginekolog pred 20 leti, in se je začelo dogajati, ampak ne, ker bi jaz res bil taka budala, ampak videl sem, da ne bo šlo drugače.
če ne bom naredil neke uslarije, nekega projekta, ne, kar je pa slaba stran, se pa potem ti navadiš, da moraš posod, kamor prideš, narediti neko norijo, ne, in pa ko malo zrel rataš, pa rečeš, čakaj, pa tega tebi ni več treba. Ti si zdaj že toliko cool, da ko prideš nekam, je dovolj, da si ti že tam. Ne rabiš ti delati škandalov, pa bedari, da se te pa vsi bojijo, pa vsi glave stran obračajo, pa zavijajo z očmi. Bodi ti frajer, bodi ti cool. Zini kakšno, ampak to se moraš naučiti. In jaz gledam za nazaj, kakšne svoje preditve, ki sem jih vodil, meni je nerodno. Jaz se primem za glavo. Kaj si ti rekel? Danes tega ne več naredil. Pa ne zato, ker ne upam, ampak ker vem, da to ni potrebno. In da je to bila namerna provokacija, ki sem jo očitno takrat potreboval, da se nekaj prišel, ne? Ker če ne bi še zdaj bil celo, ne bi meni za mene vedel, kar me pa je zilo. Ne? To je en tak Damjan Murko model. Ne, veš kaj, ne, Damjan Murko je vseeno bolj elegantno to speljeval, ne? A veš, ne? Jaz sem bil pa preveč nor, jaz sem bil preveč tak, da so se me prav bal, ne? Se pravi, ko Gartner pride, on bo nekaj rekel, on bo nekaj naredil, on bo nekaj zino, ne? In potem so pa le ugotovili, da temu ni tako, če jaz vem, da to ne smem, da je to neka normalna zgodba, da ne bom tak butec, kot sem bil. Je pa res, da ko gledam za nazaj, jaz se prijem za glavo. Pa ne, da mi je nerodno, ampak rečem isto, pa ti nisi normalen. Ampak se pravim, to se moraš naučiti. Ne? Kaj je bila kakšna taka stvar, ki ti prva pade na pamet? Mislim, vem, da je napreditev, vem, da je bila, to moje preklinjanje je vedno problem, ne? To tudi moja mama vedno me krega isto, pa zakaj to? Pa če sem že 50 let, sem že tak, danes tu ne bom, sem se odločil, bom se držal nazaj, ampak ena preditev, vem, da je bila, ko smo imeli na Rogli, neko preditev, sem vodil eno športno in pol je bilo tam en snema live, pa rečem jaz neki zinem, sem rekel, no, če bo zdaj tale video dosegel 200 ogledov, bom jaz se poljubil s prvo punco, ko pride mimo, nekaj takega, ne? In pol to doseže 200 ogledov, pa rečem, no, če jih bo dosegel pa 300, bom pa jaz to punco, tam le gor. Ampak pazi, to je bilo direktno rečeno, tam pa otroci zraven. Veš, je folk se je zdaj glava prijel. In organizator, pa kaj si, pa če je bila folk, pa je rekel, pa kakva folk, se folk se je smejal, samo 1/3 ljudi se je smejala, ne? 2/3 so se pa držali za glavo, ne? Ampak jaz sem vedno zino nekaj takega, ne, da se je streslo, ne, ampak na dolgi rok ti to škodi. To tisti mogoče, ko to zdaj še vedno počnejo, na dolgi rok je to slaba taktika. Ne. To ti rabiš samo na začetku, ne, da prodreš, ne, potem pa bodi frajer. Ne. Sam to se moraš naučiti. Si pa prej sem omenila uvodoma, da si nesojeni učitelj predšolske vzgoje. No, ja. Tega pa nisem vedela vidiš, ne, jaz pred začetkom. V bistvu ne, vzgojitelj predšolskih otrok, jaz sem hodil na faks, ki ga žal nisem končal, ne, manjka mi izpit in diploma, ki jo imam napisano, by the way, otrok in film. Aha. Edini v Sloveniji, ki se lotil te teme, pa je nisem oddal, ker so ukinili program, pa sem pa zamudil zadnje roke, ker se mi pač ni mudil. No, ampak jaz sem delal v vrtcu en let. Ne. In kakšno je bilo to izkušnje? Čudovito, otroci so imeli izjemno radi, vzgojiteljice isto, starši, ampak veš kaj je problem? To delo te na dolgi rok te izžame. Ne? Če ti hočeš biti res super vzgojitelj, učitelj na dolgi rok, ne samo birokrat, po moje crkneš, ker preveč daš. Ne? In potem so me začeli takrat mediji zanimati, bolj kot to, in sem počasi se umaknil z tega ven, pa mislim, da sem nadomeščal eno gospo, ki je potem šla v porodniško, pa nazaj prišla. Pa sem jaz takrat polnehal delati, pa sem dal še eno prošnjo, pa nisem več dobil nove službe v vrtcu, pa sem pa to idejo opustil, pa sem pa tako začel že v medijih delati. Ne? Kaj je bila prva ta služba v medijih, prva izkušnja? Prva izkušnja v medijih je bila, mislim, da pri naših kolegih v Celju sem bil novinar, sem začel pisati ene poletne rubrike, pa na radio. Začel sem na radio, zdaj lahko menjamo, kjer je. Ja. No, se pravi, Novi tednik je bila moja prva zgodba, pa Radio Celje. Ne? Tam sem je začel z eno svojo oddajo Istokovih 3600 sekund in mi smo počeli take bedarije, pa pol na Radio Rogla isto. Danes gledam te, ko so pol postali zvezdniki radijski, ne? Mi smo počeli že 20 let nazaj to. Ne? Ampak to ni čula cela Slovenija, ker je bilo spet do Trojan, naprej pa meja. In to je mene vedno jezilo. Ne? Da ne morem jaz cele Slovenije znoreti, zakaj mora biti cele meja. Ne? Ampak ta radijska oddaja, ta sem bil Istok, Gartner Partner je bilo moje ime in mi smo res, ne vem, sem rekel, da je radio crkno,
odprl okna, se začel ven dreti ljudem v blokih, da to je zdaj pač oddaja, ker radio ne dela, dajte pred okna, tu bomo zdaj, mi smo res počeli, pa zmišljali smo si goste, pa ne vem, kad je prišla Ceca, je oponašala ena moja prijateljica Ceco in je folk začel čakati pred radijem v vrsti za avtograme, ne. In smo vedeli, kaj bomo zdaj naredili, pa je pa zbežala ven pri stranskih vratih, pa tako smo se šli, ne. In ta oddaja je trajala kar dolg časa. Pa sem pa začel voditi kvize, te, ko je bilo treba oganjevati te številke, črke in to sem jaz v bistvu prvi, poleg teh punc, ki so vodili, sem bil jaz edini fant in sem prvi, ki je naredil z tega šov, norijo, bedrino so ljudje gledali, brez da bi klicali, ker je bilo fajn, kaj ta Iztok počne, ne? In to so bili moji televizijski, pa v bistvu radijski začetki, plus prireditve. Ja. Kje pa potem prišel ta žigolo moment, da si najdel? Mislim, ne, seks je bil drive moje kariere dolgo časa, ker jaz sem imel že tudi eno rubriko v lokalnem časopisu, ko sem postal urednik, revija Celjan, sem imel eno rubriko Povsem iskreno. Jaz sem bil prvi, ki je v Celju uvedel družabno kroniko, te žgičkljive zgodbe in tak naprej. Pol pokojna revija Direkt, tam sem imel tudi eno rubriko, ko je Bojan Požar šel, sem jaz prišel, eno rubriko, ampak na televiziji še pa ne. In pol je prišla pa ena ideja, ko sem jaz imel komad Udari me. To je bil en komad, parodija na 50 tenkov sive. In jaz sem imel vedno premiero svojih spotov v kinu, ne na YouTubeu, v kinu najprej, s celim šovom, 2-urnim. In na koncu tega šova sem takrat rekel, vidimo se na televiziji. Pa še nič ni bilo in pa je beseda dala besedo. In sem se nekako usedel dol enkrat, ne vem, kako smo se takrat dobili s tem šefom te televizije. In sem rekel, da bi naredil neko vdajo, ki je pri nas še ni bilo. Max Modic je imel pornografijo čez, ampak ni imel vdaje. S nekom pa dovoli mi jezik, tako res govorimo, ti ne rečeš doma svoji punci, greva se ljubiti, ne, ti rečeš drugače. Ne? Ti ne rečeš ženskemu mednožju vagina, ti rečeš drugače, ne prodaj mi bučk, ne? Če si pač budala, če tako rekel. Razumeš? In smo šli na hard. Rdeč styling, rdeč kavč, rdeč stol in potem gosti, porno zvezde, erotični sejmi, norija in pa se je to začelo. Ne? Ampak ta Udari me je bil očitno nek povod, kot da bi bila usoda takšna in pa se je ta oddaja Gardnerjev bordel slovita začela in mi smo takrat res porušili vse možne tabuje, ne samo v Sloveniji, tudi evropsko, morda celo svetovno. Take oddaje ni bilo. Jaz, ko sem s porno zvezdam govoril po svetu, one so rekli, da so nobeni vdaji ne smejo kar tako sleč. Da tako se rekel, ne, tu pri meni, you can show everything, it's no problem. Mi smo šli na hard. Zdaj, ljudem je bilo seveda, tisti, ko so šimfali, tisti so najbolj gledali, ampak ljudem je bilo to všeč, ker tega ni noben dal ljudem. In ko sem jaz zvedel, da mene v zaporu gledajo zaporniki na mesto košarkaških in fuzbal tekem, takrat sem verjetno mi zmagali. Pa te je bilo kdaj nerodno ali pa da si rekel, ja, da smo šli malo čez mejo? Ne. Jaz sem vse gledal kot zajbancijo, kot zafrkanci, kot showtime. Ne? In jaz tudi, meni ni noben verjel, da ko jaz te ženske, ko so bile nage mnoge, da koliko nisem jaz zdaj cel tam, ne vem, pa čakaj, pa ginekolog tudi ni. Ne? To je prof, jaz sem voditelj. Ne? In če bi jaz bil budale, bi to dal samo en teden. Ne vem, 8 let. Ne? Jaz sem vedno študiral, kdo bo to prevajal, ali se to posnel, ali je to vse vredo, ali se vredo čuje, ne? Ali smo to vredo naredili, jaz sem se s tem obremenjeval, ne s tem, kaj bo kdo ali drugo. In dejansko vse, kar smo naredili, je bilo noro. Jaz, ko za nazaj gledam, verjetno sem že malo pozabil, ampak jaz se prav za glavo čas primem, kaj vse smo mi v tej oddaji naredili. Ni čudno, da pol postaneš kot neka legenda te scene, ne? Pa razni sejmi in to, ampak res smo premaknili ta mejnik, ampak na koncu pa ugotoviš, da po 8 letih je še vedno spolnost v Sloveniji v srednjem veku, pri mnogih stvareh in nismo dejansko dosegli nič. Ne? Sem vesel, da določene punce zdaj podcaste delajo, sem zelo vesel, da to napreduje, ampak mislim, da smo glede tega še zelo fest nazaj in da ne bo se nikoli to spremenilo v Sloveniji. No? Mislim, da je slabše, kot je bilo. No? Da se mogoče zdaj več govori, pa še vedno manj. Veš kaj, ne, se govori, ampak spolnost, erotika, seks, to je tabu. To je pri nas večni tabu in tudi recimo oglaševalce zgubiš, če preveč o tem govoriš. Na slab glas prideš. Gost, če kaj preveč pri tebi pove o tem, si kar fejst zaplete življenje. In recimo en primer je bil porno DVD-ji, se spomnim, ko so bili za prodaja, če ne. Po so jih pa 3-4 leta nazaj, je prišel pa zakon, da morajo biti črno barvo prekrite platnice, da več ne sme biti golih žensk v trgovinah. Se pravi, 100 let je bilo, v modernem času
je pa bila prepoved. Ne? Zgoraj brez na plažah, v večini primerov je to zdaj kazen. Ki smo mi? Ne? Kaj se je zgodilo? Ne? In to me je skrbelo, jaz rekel, 8 let moje vdaje, ker smo vse počeli, nismo spremenili nič. In hvala Bogu, da sem nehal. Ne? Hvala, prav cajt sem še nehal. Zdaj pa moramo vprašati, je tvoja mama to spremljala? Veš kaj, moja mama je motila, da jaz preklinjam. Aha. Ne, pa ostale. Ne, moja mama je izdala tudi erotično zbirko pesmi. Ne? Čudovita mama, razumeš, oče je žal pokojni, te vdaje ni videl, pa vem, da bi jo gledal. Bi bil ponosen. Po moje bi jo gledal, ampak moja mama je motila samo to moje preklinjanje. In to je moti tudi v podcastih, to je moti tam, isto, pa sneko pa ja veš, ja pa zakaj? Sneko pa če me kar odnese, jaz ko razlagam, me kar odnese, ne? In ona te vdaje bi jo gledala, če jaz ne bi preklinjal. Je pa moja babica, pokojna, je pa gledala včasih. Je rekla, to ste pa fajn naredili. Ja, tega pa po roko šifridi, tega pa poznam, ja, taj pa znam. Seko, vidiš, ne? In smo se preležali, še pa še ne. Potem imate malo v krvi to. Ja, ne, to ni bil problem. Mislim, znamo uživati življenje, ampak res preklinjanje, to pa me vedno opozarja, zakaj moram jaz skozi preklinjati. Isto si pa tudi podcaster, ne? Ja. To je ena taka zgodba, ki jo pišeš, imaš zanimive goste, tudi tam vedno brez dlake na jeziku, pri sebi lahko preklinjaš, ne? Ja, hvala Bogu. Povej mi, kako ti je v tem svetu podcasterstva, ko imaš priložnost spoznavati različne ljudi, kaj ti je najljubše pri tem? Zdaj, mislim, jaz sem podcast začel zato delati, ker sem šel z televizije stran, pred 2 leti pa pol imel dolg čas, ne? In sem začel podcaste delati in kaj je čar podcasta, ne? Nimaš šefa, ne? Ti imaš lahko podcast dolgi 10 ur, če ti paše, ne? Nimaš tematike, ki ti jo nekdo določi, lahko govoriš, kar tebi paše, razen če se z gostom zmeniš, kaj ne smeš, ne? Povabiš lahko kogarkoli. Nimaš pravil, tega lahko, tega ne smeš, ne? In pogovor, še posebej pri meni, ko nimam ponovadi nič napisano, jaz se z glave delam, ne? Pa marsikaj zaradi tega tudi pozavim, ampak le pač tak je. Pogovor je spontan, ne? In človek se v podcastu, ko pozabi, tu smo zdaj midva v studiu, to jaz ne bom pozabil, da sem v studiu, moram paziti, kaj govorim, ne? Da se pa ti usedeš na nek kavč, pri meni doma, pa te jaz začnem vprašati, tam pa ti pozabiš, da si ti, da te dosnema in se razgovoriš. In dejansko tak luškan pogovor pri teh podcastih včasih nastane, da ti je res fajn, ne? In podcasti so, mislim, da prihodnost, ne? Je pa res, da jih je čedalje več. Res, da mnogi odnehajo, ker pač nimajo takšnih ugledov, kot bi želeli, ne dobijo gostov, ne? In pa na koncu je samo še 10 takšnih, ki so vredni ugleda. Ampak, tako sem rekel, na kjerkoli televiziji, kjerkoli si, boš imel omejitev ali časovno, ali tematsko, Bogaterjev bordel je bil no limit, tam smo tudi proste roke, hvala Bogu, ne? In zato se zdaj sprašujem, če bi šel na televizijo, z Jasno Kuljaj smo delali takrat tale z Jasno in glasno, ki je bila lušna oddaja, lušna ponudba, pa sem rekel ja, ampak prav glasno oddajo svojo. Ne vem, kaj bi mi mogel nekdo ponuditi, pa reči, pa da bi rekel, da ne smem več podcastov delati, ne? Ne vem, či bi bil za. Ker me to tako sprošča, pa tako napolni, ker je lušno, ne? Ker je fajn, pa te klipe, ki delaš, pa vidiš, da je odziv, pa karkoli se v podcastu zgodi, je zdaj vedno vse viralno, o tem se piše, vdaj tak ni, talk showa nima nihče več, nikjer več ni, sam še reality showi so, ne? In vidiš, da dejansko je to lušna stvar, no? Zdaj, kak dolg se mi bo dalo, ne vem, ne? Trenutno se mi še da, ne? Bolj za hobi, ne vem, do tega res živi, mogoče res ta največji, ko so 2-3, ko so res začeli že ful dolg, ampak je fajn, točno zaradi tega, kar sem zdaj razlagal, ne? Je fajn. Ja, in se je dogajalo, ravno nedavno si se zapletel spet v neko dramico. Jezus Kristus, kar pove, ja. Dramico, čisto običajen dan je bil, Melodija more sonca in isto Gartner je zakuril, ne? Ja, mislim, veš kaj fora, jaz se nikoli nočem z nikomer skregati. Jaz nisem konfliktna oseba. Napišem pa, ne? Zdaj pa, če on ta drugi meni zameri, ne? Je komu ne je zdaj, ne? Se nisem neč tega rekel, ne? Se nisem rekel, ti idej, ne? Čisto lepo sem rekel in pol beseda da besedo, potem še kak komentator počge, pa ti nazaj odgovoriš, če se zapleteš v neko zgodbo in pol nastane škandal in kregarija tam, ko sploh ni bilo treba, ne? In
kaj ti ne rečem, ne? Ni to dobro. Na koncu dneva ugotoviš, da ti gre energija, da ti gre dobra volja, da si dobil sovražnike, ne samo tistega, ki je jezen, tudi njegove pajdaše, njegove privržence in se cel kup ljudi na tebe strese. In ko on napiše v tebi nek zapis, je tam 100 komentarjev, ki tebe pluvajo zraven. Ne? Ja, ti si legenda, on je pa budala. Seveda, če je pa on napisal, da sem jaz legenda, rekli vsi, ja, res je legenda. Ne? Ljudje so pač takšni, kot so. Ampak na koncu dneva, kakršenkoli kregarija, škandal, razprtije, saj sem budala. Ne? Jaz se zapletem večkrat v takšno zgodbo, pa recimo s kakim narodno-zabavnim ansamblom tudi kdaj kakšna huda kri pride, pa sem delal tudi na Golici nekoč pred leti, originalni. Ampak glej, vejo pa tisti, ki so pametni, da ne mislim grdo, da ne mislim zlonamerno, da se hecam, da provociram, pa da nisem slab fan, tudi če povem. Sam čas pa povem resnico, resnica pa boli, ne? A veš, ne? Če imaš ti slab komad, ne? Lej, imaš pa slab komad, priznaj, ne govori, da si naredil Man in the Mirror Michaela Jacksona, če si vemo, da nisi. Kakšen je zdaj epilog tega MMS fajta? Ja, zdaj druga stran je potihnila, ne? Čudežno, ne? Čeprav me je druga stran opozorila, ne? Boj se sovražnika, ki je tiho. Ne? Zdaj, kaj to pomeni, da me bojo prišlo biti, ne vem, ne? Ampak tu zdaj javno izjavljal, sem še živ zaenkrat, ne? Ampak zaenkrat je tiho, zdaj verjetno se bojo oni med sabo tožili, ne? So že grožnje z nekimi tožbami, obtožbami, KPK, da se bo vpletel not, ampak Andreja Flego, umetniški vodja, je, mislim, da zelo pošteno to tudi pri meni pojasnil, tudi uradno dal izjavo, ne? Kako in kaj je to bilo. Jaz sem zdaj zaenkrat mirno, nimam več sporočil privatnih, nimam več na Facebooku duelov, ne? Hvala Bogu, ker ti moraš vedeti nekaj, eno je to, kar ti vidiš javno. Meni tudi privatka pregori, ne? Od ljudi, ki sploh ne poznam, pa so mi v glavi svoji dolžni povedati, kar mi gre. Ne? Ja, pa koga da jaz postavim, pa ga objavim. Ne? Ampak lej, zdaj zaenkrat moram potrkati, no, da je mir in najbolj žalostna stvar tega je bila to, da je dejansko muzika, ki je bila lepa, ki je bila čudovita, pa lepa prireditev, padla v drugi plan zaradi teh kregarij. To pa je ne fair do vseh udeležencev, ki so nastopili na MMS-u. Da niso prišli oni na prve strani časopisov, ampak kregarija, ki se je zgodila v zadaj. Ne? To ni pošteno do udeležencev. Ja, ponovadi smo bili pri EMI navajeni teh afer. Zdaj pa EMI ni bilo, ne? Zdaj pa je pač, vedno pa je. Pri mi Sloveniji, če ni afere, ni prireditve. Ne? Mi bomo nekaj našli. Ne? Če ne jo pa Gartner. Ja, če ne jo pa jaz naredim. Ne? Ja. Ampak vseeno si poznavalec scene, ne? Kakšna je zdaj ta medijska scena slovenska? Imaš kakšne prave prijatelje ali pa na drugi strani mogoče si ustvaril kakšna neprijatelja? Ne, jaz imam ogromno ljudi iz medijske scene, ki me imajo zelo radi in tudi jaz njih zelo spoštujem. Ne? Ampak pravih prijateljev je pa zelo malo. Ne? Pa se jih ne rabi človek. Človek rabi v življenju enega pravega prijatelja. Ne? To je moje mnenje. Imam pa tudi mnogo ljudi, ki me ne marajo, ne? Pa bi me utopili v žlici vode, dokler me ne spoznajo. Ne? Ko pa gre enkrat z mano na neko pijačo, pa čakaj, pa se pa ti nisi tako podala, kot smislu. A bejš no, ne? A veš, ampak jaz sem od menega prepričeval, ne? Stari, jaz nisem tak bav, kot ti misliš, ne? Pa si me spoznal, pa ti je nekdo drug nekaj rekel v meni, pa se nisi sam prepričal, ne? Ampak ta naša medijska scena, recimo, ko grem kdaj na ta piknik pod klubuki, ne? Tam grem včasih rad, ker po dolgem času vidiš, kakšne prijatelje se srečaš, meniš, ampak vse skupaj je to tako, veš, en tak velik blef, no. Slovenska medijska scena, vključno z mano vred, je en velik en velik posram blef, vsi bi neki bili, vsi neki hočemo biti, a noben nima 5 hiš v Miamiju, noben nima 3 Ferrarijev. Razen Martin Strel, ne, pa še za njega ne vemo, če ima res, ne, a veš, ne. In to me moti, ne. Ta preserancija pa neiskrenost. Ne? Ti človeka se nasmeješ, ga objameš, ko gre on mim, ga drugemu šimfaš. In zato jaz se ne družim z temi znanimi ljudmi, jaz imam krog popolnoma neznanih ljudi, ki so mi znatno bliže, znatno bolj ljubi. Ti ta znani vsi, pa se niso vsi takšni, imam jih mnogo zelo rad, ampak kaj se pol izkaže? Ne? Ti mu fulkrat nekaj pomagaš, dobesedno pomagaš, ko ima nov projekt, nov komad, pa reče, da če me zdaj rabo, me klič. Pa ti mogoče res enkrat v življenju rabiš. On takrat nima časa. Ne? To si pa zapolnil. Ne? Ko sem imel dobrodelni koncert 2 leti nazaj, lansko leto, da je točno zdaj že bilo, že več ne štejem, pravilno, sem organiziral za enega, ko ga je zadela kap, 50 dostopajočih, praktično vse sam naredil, tudi od vodo vse sam, in par ljudi, ko sem rekel, ne pridejo, so mi rekli ne.
pa bi jim morali reči ja, ker sem veliko naredil za njih. Pa tudi razlogi, zakaj so rekli ne, so bili, ne, to sem si zapomnil, ne. Pa ima nov komad, čuj, bi ti moj nov komad delil? A bejš no, a ki si bil pa pizda lani, ko sem pizda? Ki si bil pa lani, ko sem te rabo, ne, a viš, in to vidiš pol, da je vse skupaj tak, samo, ko te nekdo potrebuje, je prijazen, ne. Ko to mine, te bo pozabil. Imaš pa res dobrih ljudi, ki jih imam pa res rad, tiste pa tudi potem povabim na posebne svoje stvari, ampak teh je zelo, zelo malo. Večina mi gre pa tako na živce, ne. Pa verjetno jaz njim, ne. Zdaj, mi dva se danes drugič v bistvu že pogovarjava, ne? Prvič sva se v takem romantičnem ambientu Ljubljanskih križav. Res je. Na poseben večer, ko je imel Jan Plestenjak koncert, vem, da ti je on en dragih ljudi. Ja. In takrat si rekel, da ko je bilo pa res najhujše v življenju, ne? Da se je pa on spomnil na te. Pa me zdaj vseeno zanima, če si pripravljen deliti, kakšna je bila ta zgodba? Ne, mislim, ne bom, še vedno sem odločen, ne, veš zakaj nočem to povedati. Ker je potem to vedno dvorezen meč, ne. Enim si bogi, eni se delajo norca, ne, eni pravijo, glej ga, zdaj nabira točke, ker to govori, to mi je na živce, ne. Že ko sem samo govoril o tem, malo ti bom povedal, ko sem malo govoril o tem, je že bilo, sem cel kup ljudi takrat mogel celo zablokirati na svojem profilu, ne. Glej ga, ko joka, pa si je šel samo znamenje odstraniti, Sem mislil, viš, ko bi ti vedel, zakaj sem jaz res v bolnici bil 2019, bi držal gobec, ne. Jaz vedno pravim, če ne veš, zakaj se gre v neki objavi, če ne veš, zakaj je neka objava nastala, bodi tiho. Ker boš ti izpadel totalni idiot, ne? Ampak to boš ugotovil, ko že prepozno, ne? Ampak povedati bom samo to, ne? Da zadeva je bila grozljiva, ne? Zadeva je bila tako grozljiva, da me lahko ne bi bilo, ne? Je bila to linija med življenjem in smrtjo? Zelo hardcore situacija in pač ena izmed stvari, ki je meni bila najbolj grozna, ampak to je bilo po operaciji, ko sem se zbudil, je bil kateter, ne? Če smem to. Veš, kam gre kateter, ne? No, ful dober. No, in kateter ti, še posebej pri moškemu, pri ženski je manj sporno, ker imate krajši ta mehur, moški ima daljšega. In ti to čutiš, če v Ljubljani nekdo hodi, ti to v Celju čutiš na posli, ne? In ko sem jaz zvedel, da dobim jaz kateter, to je bilo meni je bilo to bolj grozen, ko vse ostalo, kar so mi delali, pa imam tako brazgotino, veš, pa nazaj, enih 30 cm, ki sem me celega odprl, ampak kateter. In ko to mogli iti ven, jaz sem naredil cel šov z tega. Če se jaz ne bi zafrkaval takrat v bolnici, mene nas več ne bi bilo. Jaz sem še posnel, da imam kateter, zdaj pa gremo gor levo, jaz sem se zabaval skozi. In ko to šlo ven, ko to potegnejo ven, imaš občutek, kot da so ti celo telo potegnali, viš kak groz, viš kak gledaš. Zdaj si pa ti predstavljal, da se to zgodi. Ne? No, in ko to šlo ven, sem jaz bil prerojen. Ampak kaj je bil hec? Ker sem jaz imel to rano, pa ker me vse bolel, sem začel razmišljati, ne, zdaj en teden, ko sem bil doma, teden, 2, 3, zdaj pa bi bil čas, da pa mogoče začnemo spet malo seksualno biti aktivni, ne? Morda sami sabo, ne buze ženske, to nisi niti študiral. Kaj pa, če v mene to bole, ne? Pa jaz kličem zdravnika, sem rekel, čujte, rekel, kako to mislite? Sem rekel, ja, povejte mi, ne, zdaj, ali bo to mene bolel, ne, ja, probite, pa javite, ne, sem rekel, čakajte, pa se to meni, da ja, kdo ve, ja, noben še ni to vprašal, sem rekel, pa kak ni noben to vprašal, ne, že to je pomembno, ker po nekem času je pa že to, tudi fizično, že moreš to malo sprostiti zadevo, da ni problem, in ko jaz to naredim, jaz mislim, padel skupaj. Mene je tak bolel, sem mislim, umrl, in to mene, in pa sem se bal orgazma, ker to boli, po novem. Ker mišice so vse napete, ne, jaz mislim, da bom umrl. Pa mine mesec, 2, 3, pa jaz spet nekaj probam, no pa sem pa videl, da bo to očitno šlo, in ampak jaz sem 2 leti, jaz sem hodil 2 leti takle krivo, jaz nisem mogel vrat odpreti, tak me bolelo. Ampak danes si zdrav, danes je funkcionalen. Ja, ne, se veš, ne, sploh ne mogo žene imeti, ne. A veš, ne, sem naredil zgodbo, tako pa hočem reči, tisti moment je bilo tako vse narobe, da če bi mogel še enkrat skozi to iti, ne vem, kako bi to skendlo, so pa pregledi enkrat na leto, enkrat na 2-3 leta, kar me je vedno ful strah, ker nikoli ne veš, kaj bo, ne? Ker to, kar se je meni zgodilo, je zavedno. To nikoli več ne bo tako, kot je bilo, ne? Ampak če bo zdaj vse tako, kot je, ne bo nič narobe, ne?
vsaj tako pravijo. Ne? Ampak se pravim, imel sem zdaj pregled 3-4 tedne nazaj in je bilo vse BP, sem bil zelo vesel, ampak to me je vedno ful strah. Ne? Pa je bila to ena taka diagnoza, ki te je presekala, ali si sumil, da je nekaj narobe s tabo? Veš, kaj je bila fora? Fora je bila, da sem jaz imam zelo rad kužeke majhne. Ne? Zdaj, ko imam pomerančka puja, prej sem imel enega pekineza Jodija in ko je Jodi umrl, sem se začel ful slabo počutiti. Očitno v žalosti. Mi je rad slabo in sem imel občutek, ne vem, ko imam raka na trebušni slinavki, kaj je z menoj? In sem se naročil na ultrazvok trebuha. Če jaz tega takrat ne bi naredil, mene več ne bi bilo. Jaz imam v glavi, da je meni kuža rešil življenje in ga imam v avtu, v srčku noter njegovo sliko in ga furam posod zraven. In ko sem šel na ultrazvok, tam to ti bom povedal, druga ne, se pravi, za strahom, kaj je z mojim trebuhom, je rekla zdravnica, ne, vi morate iti na gastroskopijo. Sem rekel, ne, dajte mi najprej to, ko nič ne boli. Hvala Bogu, da sem vztrajal. In prvi stavek tistega, ko je začel to delati, je bil, ojojoj, kaj imate pa vi na ledvici? To je vse, kaj ti bom povedal. Pa se je pa začela. Celotno okrevanje, zdravljenje, pa koliko časa traja? Fora je bilo v tem, da z bolnice sem prišel full hit. Ampak si predstavljal, da je bila to urgentna zadeva? Ja, ampak bolečina je bila huda, ker so me celega razrezali. Ne? Je rekel tam ta doktor, da carski rez ni nič proti gospodovem stanju. Sem rekel, punce, vi? Aha, pa si nam še to vzeti. A veš, ne, še to. Ne? Meni je vse to grozen, ker me je to tako bolel. Ne? Pa tiste injekcije proti starevanju krvi, ko jih si mora imeti, vedno peklo, ful, ne vem, za kva se je meni to zgodilo, ampak to je trajalo. Pa si ti spas, ko si mogel nositi okrog, ne? Ko si bil to, pa skozi me je bolel. In si imel zelo, jaz da grem zdaj tulirati sklece. Bom še kar začutil v tej brezgotini noter bolečino, ne? Ampak se pravi, nikoli pa nisem pomislil, da bom jaz umrl. Tak daleč pa nisem šel. Če bi se pa zapletlo, bi pa lahko. Pa če ne bi šel na ta prekleti ultrazvok takrat, bi se končalo slabo. Ne? Ampak se pravi, takrat tisti, ko so čvekali, če ne veste, kaj je s človekom, ne biti pametni. Ne biti pametni, če ne veš, bodi tiho. Ne? Kdo ti je takrat najbolj stal ob strani? Veš kaj, vsak po svoje, ne? Vsak po svoje, dobil sem tudi cel kup plišastih igračk v bolnico, ne? So sestre gledali, ko je zdaj to, ko imamo zdaj tu nekega znanega, ne? Pa tam je pisal pred naslov, mislim, celo v vaših slovenskih novicah, kralj seksa je hudo bolan, Jezus Kristus, dosti je ta naslov zdaj izmislil, ne? Ampak, a veš, vsak je po svoje dal en ključek v mozaiku, da sem jaz to pregural, ampak najbolj je pa pomembno, da si ti sam, da ohraniš smisel za humor. In takrat sem jaz ugotovil, da moj smisel za humor ni poza, ampak je resnični karakter. Ker če se jaz ne bi zafrkaval v bolnici s sestrami, s sopacienti, ko so imeli, ne vem, raka na prostati, pa so imeli kateter po 1 mesec noter, a veš, ne? To so grozne zgodbe. Jaz sem eden najmlajših tam, to me tudi skrbelo, kako se meni to ta hit nekaj zgodilo, neke norije, ne? In če jaz ne bi sam bil takšen, pa pol, ko sem jaz prišel ven, je bil pa COVID, ne? In nisem mogel delati. Rekel, čakaj, tu sem zdaj out, COVID, crkno, sem bil kam pa mogel delati. In ko sem naredil, od doma sem imel 2 oddaji. Ena je bila Dobra volja z Istokom, ena je bila Nov faktor, plus Bordel, in sem imel 3 oddaje, ko ni noben delo nič, jaz sem imel 3 oddaje. Sem imel najbolj fajn, ampak vse domačega kavča, hodi, tak nisem mogel. In sem v bistvu razturil takrat in vidiš, če ne bi to naredil, bi tudi šel v vrago. Ampak bilo se treba znajti, ne. Ampak res, no, tako si pa omenila Jana našega, ne, je pa res to nekako takrat zvedel, ne vem kak, pa mi je mail napisal, ker na mailu smo bila na vezi, ker smo že sodelovala. Ko sem se razlagal tako lepo, ne, da pač z mamo mislite name, z njegovo, da se bo vse okej, da ne skrbim, da tudi če bo kaj še hujšega, bom jaz to premagal, ne. In takrat se mi je tako dobro zdelo, sem rekel, glej, ne, pa sem rekel, glej, vidiš, da je meni zdaj pisal, ne, glej, ne. Ampak ne, se pravi človek, ki nima nič z menoj, ne, kdo sem jaz njemu, nič, ne, a veš, ne. Ne? Pa mala beseda, ne rabiš ti mene klicari pa mi govoriti litanije, mala beseda, ne? Pa seveda moj pokojni prijatelj Dušan Konda mi je pa nosil hrano,
vsak dan domov, pa še zbrali so celo kajakaši njegovi nek denar za mene, da sem pregoril prve dni, pa mislim, da je tudi takrat bivši župan celjski preko svoje žene so mi tudi nekaj pomagali, tako da viš, to so pa ljudje bili, ki pa niso bili samo na besedah, ampak so dejansko res nekaj storili in Dušan, vem, da je prav, hrano mi je furo, pa sem se seveda zredil na 120 kg takrat, ker sem samo ležal, sem ga pa preklinil na koncu, ne, rekel, boš ti to že zrihtal. Jan je pa takrat rekel, da ko se bom začel spet sekirati za frizuro, sem zdrav, pa sem mu rekel, da se to že sekiram skozi, ne. Ampak še ena anekdota hitra, če smem, no. Jaz sem imel glavo, da bom v bolnici en mesec. In veš, kaj sem naredil? Pobril sem si glavo. Ker jaz v bolnici ne mogo delati si frizure. To bo problem, kako bom jaz to, pa lak, pa uno, drugo, pa tretje, me to pobrijo. In grem na oddajo, en teden pred operacijo še, da pokaže, zdaj imam pa pobrito glavo, evo tu sem, vidite mene, me zdaj prašvat, pa se pa mislil, da umiram, da so mi lasi izpadli, pa sem še slabš naredil in pa grem čez en teden domov s pobrito glavo. Pa sem pa grunto, razumeš, ne? In sem rekel, kaj pa zdaj? Ja, zdaj bom pa kam pobrito glavo, in naprej sem rekel, ni to za mene, bom imel kar lase nazaj, no pa so pa lasi zrasli, ne. Ampak brez vede sem se šel pobrit, ker sem šel ful hit domov. Nekdo mi je rekel, da me je mesec v bolnici. In bil tam živčen s temi lasmi, in potem sem to naredil, ne. Tako da, evo vidiš, ne, to je to. Pestro življenjsko obdobje. Ja, 2019. Si pa omenil Jana Plestenjaka in Dušana, pokojnega žal. Oba sta bila potem lansko leto na tvoji... Letos je bila ta proga. 25. april. Aha, oba sta bila... Ja, 21. marca je bila poroka, 25. april je bila ta zabavica. In sta bila oba tam, ne, sta se prvič v življenju spoznala med sabo, ne. A veš, in je bilo res lepo, no, in tam bi mogel potem Dušan tudi iti na ta Janov koncert v Križankah skupaj z mano in z Moniko, pa svojo ženo, žal se je drugače obrnalo, ne. Ampak ja, dejansko je bila taka neka usoda zanimiva, no, da sta bila potem, on bi ga tudi verjetno en koncert se pogovarjala, bi mogoče Jan naredil tudi na Špici, pa je pa to vse padlo v vodo, no. Zdaj vemo, ko nekdo premine, da so velike besede okoli njega, ampak okoli Dušana je pa res se začutilo, ne, tudi če ga nisi poznal, da je bil velik človek. Ja. Kako si ga pa ti doživljal? Definitivno, res, ne, lej, to je tista razlika, veš, ko jaz vedno rad uporabim med mislim nate in pazim nate, ne. Dušan je pazil na nas, ne. In on ni bil človek besed, on je bil človek dejanj. Ampak če ti želiš vse velike projekte narediti, on je živel za kajak, on je živel za svojo špico, on ni v žep dal centa. On je živel sam za te svoje športnike, ko je bil pogreb, so mu te športniki, njegovi mali otroci so mu držali vesla, veš, kak je bilo lepo to zavideti, ne, je šlo vsem na jok. Ne, ampak on je res, ampak če ti želiš te projekte narediti, se moraš pač tudi kdaj povezati s kom, pa mogoče malo lobirati, gor dol, in če je to kaznivo, če je to problem, da greš ti z nekom na kavo, pa mu poveš, lej, takle je, pol pa tudi ne gre vse nekam, ne. Zgodba se je končala res grozno, ampak Dušan je bil res, kar me najbolj žalosti, da je v teh najbolj groznih momentih svojega življenja pozabil, koliko ljudi ga ima rado, ker je bral negativne komentarje. In mi smo se naučili iz tega primera, ne beri negativnih komentarjev v slabih momentih, ker jih je večina lažnivih, sproduciranih umetno, namerno narejenih, trolovskih. Niso tam zato, ker mislijo res tako, ampak ker morajo tako napisati, ker so naročeni, da morajo, ker te napadejo iz principa. Ne beri tega, izklopi se z interneta, ugasni internet, ne delaj tega, ker to te bo pokončalo. Ker ti si lahko velik frajer, ampak Dušan ni bil na očeh javnosti nek zvezdnik, on je bil od odzadaj, on ni bil navajen, da je na prvih straneh časopisa, ne zaradi lepih zgodb, zaradi grdih zgodb, ne? In to ga je pokopalo, ker je po moje preveč si k srcu vzel, pa neke inšpekcije, pa je tudi dobil na koncu not neke sponzorje, zgubil in se mu izgleda podrl svet, ne? Kaj točno je bilo v tistih zadnjih dneh, po moje ve samo on, ne? Je pa žalostno, kar sem že tudi večkrat povedal, da nihče zdaj ne odgovarja, ne? Je vse potihnalo. Oddaje, ki so prej delale prispevke o tem, kaj naj bi bilo, nobena ni naredila zdaj prispevka o tem, kaj se pa je zdaj zgodilo, ne? Kdo je pa kriv, da zdaj njega ni več? Seveda ne? Ker ima tudi same slabo vest, ne? Tako kot pri ravnatelju unmu, žalostna zgodba, ko je pa hči napisala knjigo ravnateljeva hči, ne? Tako da te zgodbe so, ampak viš, to je življenje, ne? Zato pa jaz vedno pravim, vsak dan, ko nisi dobre volje, je izgubljen dan, ne? Pa tudi, če imaš zoprnega šefa, zoprne stvari, probaj
to shendlati, probaj, ker življenje je kratko. Jaz bom letos, zdaj, da bo ta podcast šel ven, z rojstni dan bo že za mano, mi ga snemamo danes, jutri, rojstni dan, danes ne tako, ne. Jaz bom star 52 let, ne. Veš, koliko je to veliko že. Mnogi igralci hollywoodski, ki so zvezde, zdaj so znatno mlajši od mene, ne. Te moje legende so starejše, okej, ne, ampak leta grejo, ne. Zdaj, če ti še vedno vredno zgledaš, da nisi bolan, to vse super, ne, ampak hitro to mine, ne. In zato zdaj z Moniko, ko sva se poročila, ki bi rada, sva se poročila predno umreva, ne, veš, ne, nismo več rosno mlada, ne, to je krasno, ne. In jaz vedno svetujem ljudem, zaljubite se, uživajte, najdite si nekoga, vse ostale pa dejte stran, tudi dolgoletne prijatelje, če niso takšni, kot morajo biti. Če vas pravljajo slabo voljo, ne se bat reči ne. Ne se bat vse dati stran, pa če imaš samo eno pravo osebo, pa imej samo eno pravo osebo, bodi s tisto, bodi srečen, bodi vesel, stran negativov, pa še enkrat, ne beri internetnih komentarjev, ne beri, ker niso resnični. Folk te ima v resnici ful rad, ti pa prebereš 50 folka, ki te nima. In glej, kakšni smo ljudje. 1000 ljudi ti napiše, ful si fajn, ful si car, eden pa, mater si bedak. Ti boš opazil samo tizga. Čakaj, kaj pa to rekel ta? To je napaka, ki jo delajo ljudje, ne? Pa zakaj misliš, da je temu tako? Ne vem, veš, ker butne ven, ne? Pa kot da ti odzoveš na tist. Jih pride pa še 50, ki rečejo, ja, res je bedak, ne? A veš, in ljudje smo zgleda, ne zdaj vsi, ampak ljudje smo zgleda občutljivi na negativna mnenja in nam to ni všeč, ne? Pa če te 10.000 ljudi napiše, super komad imaš, 3 pa, stari, tole je pa res Andrek. Ti se bo sekiral, zakaj je to te pa on rekel? Zakaj tako misliš? Vse pa to sem samo za zabavo naredil, kad vidim ful čas, se kak glasbenik omeša. Pa mislim, pa čekaj, si normalno. Se moram to tudi čas naučiti, ne? Da se ne vpletem v debate, ker to je sod brez dna, ne? Po 2 urah debate, on še vedno misli isto, ker ni prišel debatirati, ampak te je prišel, ne? In ti kreten, pa še kak no name je, brez slike in ti se gre z njim, ne smeš to delati, ne? Pa še enkrat bom rekel to, že 30-tič, če si pa v neki krizi, slabem feelingu, depresiji, takrat pa ne beri nič o sebi, kaj te bo pokopalo. Ljudje so zlobni. Moniko si prej omenil, ne, da uživata življenje. Kaj tako posebnega je bilo na tej tvoji ljubi Moniki, ne, da te je pa ujela v večno tole... Ja, večno ljubezen, v večno večnost. Ja. Lej, Monika je, mislim, hec je v tem, ko nisem glih od včeraj, no. Pa nisem zdaj prvič imel punce, ne, pa nisem zdaj prvič se zaljubil, ne. Ampak Monika je, veš tisto, ko nekdo pride, pa ne rabiš besed, ne. Ko se stvar zgodi in ni tisto, zdaj moram pa napisati SMS, da je bom osvojil, zdaj moram pa tole reči, ne, to se vse zgodi. Nič ne razmišljaš, kaj moraš, to se vse spontano zgodi. In ta brutalna spontanost, ta prvinskost, ne, če to pride z obeh strani, se naredi dream team, ne, in mi smo dream team, ne. A veš, in ko se ti poštekaš z eno osebo na praktično vseh segmentih, ne, pa lahko si ti z njo različen, to nima nobene veze, ampak ti se z njo poštekaš na vseh ključnih segmentih zveze, življenja, ljubezni, in ko te nekdo vsak dan osreči, ko se ti z nasmehom zbudiš, ko prebereš njegov SMS, ko ti greš z nasmehom spat, ko pomisliš na njega, ko se zjutraj zbudiš, pa ga vidiš ob sebi, pa ga samo gledaš. Lej, to so momenti, ki se jih ne da kupiti, ki se jih ne da zaigrati. Pa če pridemo do ta vročih stvari, ne, pa veš, ne. In vedno tako pravim, ni seks, v smislu seksa telovadba, potreba. Ne. Jaz govorim o seksu kot iskrenost, seks kot povezanost, seks kot želeti si partnerja. Kaj je boljšega za žensko, ki ve, da si od njen moški noro želi? Skozi. Kaj je boljšega za moškega, ki ve, da je ženska na njega nora, ko ga sam pogleda? Pa za moškega, ko da nje roko na koleno, pa ono adijo, ne? Pa to ni film, to se lahko res zgodi, ne? In jaz pravim,
Zakaj gre toliko zvezd k vragu? Mogoče bo moja tudi šla, pa zato pametujem, ampak jaz mislim, da ne bo. Zakaj gre toliko zvezd k vragu? Ravno zaradi te preklemanske intime. Ker ne najdeš osebe, ki ti tu res odgovarja. S katero si se tako fejst pokonektal, da je to nenormalno. Da pornofilmi nimajo šans. Pa ne govorimo o akrobacijah, govorimo o strasti. Ne? In če to najdeš, verjemi mi, da se to projicira na vse ostale segmente tvojega lajfa. Iskrenost, ljubezen, povezanost, navezanost, pogrešanost. Ne? In ker tukaj pri mnogih ne štima ta štart, ja, pa no sej, pa je vse v redu, ne, bivši je bil pa malo boljši, a veš, no, ne, a veš, ne, in če to ne štima, ne id v zvezo. Ne id v zvezo, ker ne boš srečen. Slej ko prej bo začel varati, slej ko prej boš rato zoprn, slej ko prej bo ona nesrečna, jaz ti garantiram, da seks, pa ne se čuje še zdaj to, malo rekel obsedeno, je 90% zveze. Pa ne telovadni seks, potrebni seks. Ta strast. Da jaz tebe pogledam, pa ti v mojih očeh vidiš, pa to je res nor na mene. Pa ta ne vidi nobene moje napake, pa ta je nor. In ona isto. Lahko si zrediš, 50 kil. A boš ti njemu še vedno boginja, ker si ti njegova ženska, on je pa tvoj. Ne? In to je ta ključ. In to pogrešam pri parih, to, da so na drugega nori. Pa ne obsesija, tako ta film, Obsession, zdaj ko je bil, ne? Ko je vrhunski film, vrhunska grozljivka, psihološka, ampak ta, veš, tako sem ti prej razlagal, no? Ko ne znaš niti opisati, ne? In je to, kar vse se zgodi. Vama se je to zgodilo. To je to, ne? A si kaj ljubosumen potem, ko si tako zaljubljen? Ne, veš kaj, moj primer, da sem ful samozavesten. Jaz sem ekstremno samozavesten, ne? Je pa res, da bi se kak fant kaj preveč smukal okrog nje, jaz bi jo pa zafrkaval malo, ne? A veš, ampak da bi videl, da se ona malo čudno odziva, ne, na to, pa je pa mu rekel, čuj, kaj pa je bilo tole, ne? Ona ima po moje več stvari, ker sem jaz v medijih, ne? Ampak ona tudi ve, eno so komentarji, da te kdo pohvali, da ti kak like stisne, ono drugo, ne? In tukaj mi zaupa 100%, ker ve, pa sem jaz lahko, ne vem, kakšen istok fucking Gartner bil ali kakorkoli, ona ve, da se jaz ne bi šel poročiti. Da jaz ne bi šel v zvezo po skoraj 2 letih, koliko sem bil samski, če ne bi bil res zaljubljen, ne? In če ne bi bil res nor na njo. In ko ona vidi, koliko sem jaz na njo vsekan, ne? Sploh ne bo pomislila, da je možno, da jaz kaj zavijem s poti. In kaj pri meni fora? Jaz to zdaj isto opažam pri sebi, vse oči imamo zato, da gledamo, ne? Pa nekdo leplej, ta pa dobro zgleda, rečeš, ne? Ampak jaz prav ne opazim več drugih stvari, odkar imam njo. Pa ne zato, ker ne smem. Se ni skozi zmago, ne? Lej, se sem zvit, ne? Se sem glumac, ne? Ampak prvič bi se zdelo meni to zelo umazano, ne? Drugič pa, po moje prvič v lifeu nimam potrebe ga srat kje, ne? Ker je tukaj tako fajn. Pa se še njo na koncu komi handla, kam bo še kjer drugo zraven imel, ne? Ker je vrhunska ženska in res je to, se pravim, in zato pravim ljudem, ko se bojijo zaljubiti, ne? Ko se bojijo dati, tudi mi smo se bala. Čeprav smo bila spontano, smo se bala. Lej, kaj pa veš, ne? Se zaljubil, bo spet se skupaj na strani, ne? Ona ima par propadlih zvez, jaz imam par propadlih zvez, normalno, ne? Ampak jaz svetujem ljudem zdaj, ne? Zaljubite se. Pa če bo trajalo let, je bilo vredno. In Ivan Tavčar, ki je rekel, ljubezen me vseeno pogubo, se je zmotil, ne? Žal, on je moj sorodnik, veš, preko babice. Ja? Res? Veliki Ivan Tavčar je moj sorodnik, preko babice. Mislim, da je bil njen stric. Oba mojstra besed, ne? Evo, vidiš, ne? In tu se je pa zmotil, ne? In naš Michael Jackson s to rokavico, ne, je zadnja leta življenja vedno rekel nothing but LOVE. Nič drugega kot ljubezen. In če pa ljubezni enkrat ni lepo, pa smo tako crknali. In jaz gledam ljudi, ki so zaljubljeni, so res srečni. Ženski se vidi na obrazu, na mimiki, da je srečna, da ima vse pošlihtano, da ima tipa, ki jo ima res rad. Vidi se pa eni, ki nima tipa, ki jo ima res rad, ker je sitna, ker ni kul. Pa lahko ona trdi meni, kak je fajn, le in ne govori, ja, pa sem srečno samska, ja, ful dober, ja, ti srečno samska v svoji glavi, to je bullshit. Ljudje smo narejeni, da smo skupaj.
Ne pa za vsako ceno. Ne? In jaz gledam tudi prijateljev, imam ogromno, ne? Ko so nesrečni v svojih zvezah. Ne? Pa rečem, ja pa kaj si, ja pa mi gre moja na živce, pa grem raje s prijatelji na pier. Stari, happy wife, happy life. Je kliše, ampak drži. Če ti svojo žensko srečiš, ona ti bo dala 100-krat več nazaj. Zakaj tega moški ne vejo? Zakaj tega slovenski moški ne vejo? Da če ti svojo žensko srečiš, boš ti toliko srečna, da ti sanjal ne bo. Sam najdi pravo. Ne dadi take, ki tep ne paše. Ne? In to je vsa filozofija. Ne? In če sta, če sta dva res, premikata gore. Ja, jaz mislim, da imaš ti zdaj prihodnost v kakšnih teh partnerskih svetovalnicah. Pa jaz bi že znal to mora odpreti, ker jaz zanj sem se pohecal na Facebooku, no, se sem mal nasramen bil. Neko stran mi meče ven, samski Slovenije, združite se. Pa gledam, moški objavijo slike, nekaj, jaz ne vem, ali se delajo norca, ali jim to noben ne reče. Že v štartu, ko objavi svojo sliko ali tekst, veš, da je izgubo. Ali zbere najslabšo možno sliko, ki obstoja, pa naj biti on Brad Pitt. Ti si lahko zelo simpatičen, pa naj biti lep. Ampak zakaj si izbral svojo najbolj butasto sliko, ki jo imaš, razumeš, ne? Od milijon slik, če pa to tvoja najboljša, ok, si ti pravičujem, ne? Pa zakaj si napisal najbolj neumen stavek? Nem si star 70 let, rad bi spoznal mlado punco za skupna srečanja, pa zgledaš, lej, ampak ti bi imel lepo punco, ne? Ampak že veš, ko če meš, ne? In ni čuden, ne? Pa govorimo to, ko pošiljajo še vedno te svoje organe, moški, ne? Jaz res fasciniran nad moškim rodom. Tukaj bo moške pogrediziral. V vseh teh letih se niste nič naučili, ne? Kaj ženski paše? Kaj moraš reči na začetku? Kakšno sliko moraš objaviti? Kaj moraš napisati? Vse ženske so tudi svojega denarja vredne nazaj, tudi se zlažejo, marsikaj objavijo sliko, ko je bila stara 20, da zmenek prije pa taka, ko je stara 60, ali pa ne vem, ima 100 kil več, pa ni problem, da imaš 100 kil. Problem je, da se lažeš, da jih nimaš, ne? Pa slika samo obraz. Ne? Zakaj lažeš? Kaj boš prišla? Prijateljica tvoja na zmenek, ne? Ampak res hočem reči, te partnerski odnosi, dobro, kada si ti srečen, lahko pametuješ. Če bi zdaj bil samski, bi težko pametoval. Zdaj lahko, se pravičujem. Ampak veš, res je, no, da tukaj vidim, da ljudem manjka, spontanosti jim manjka. Ne? In napišejo neko bedrijo, ampak res to si poglej, no, te samski Slovenije, jaz se ni čudim, da se tudi punce spodaj v komentarjih režijo, jaz ne morem verjeti, no, kakšne slike moški, dol padeš, res. Ni čudim, da so samski, Isto, jaz bi lahko klepetala, pa še milijon vprašanj. Je že konc, ali kaj? Jezus, pa kako mi začela? Zanimajo me še vse tiste zgodbe o neobjavljenih podcastih. Vsi imaš še milijon zgodb, sploh se filmov nismo dotaknili. Kaj lahko 3 delih naredim, ali kaj? Jaz mislim, da boš mogel... Vsaka dobra stvar je v 3 delih, ne? Povej mi, kdo bi pa tvoj... Mene zmeraj vprašajo, kdo je bil najljubši gost. Kdo bi pa tvoj najljubši gost v tvojih podcastih? Da ti je pustil nek pečat in s čim te je? Mislim, zdaj, seveda, bom najnega Jana omenil, ne, zato, ker sem bil pri njemu doma. A zdaj že rečemo najljubši? Ja, mislim, no, ker mi je igral klavir, ne, med podcastom vmes, ta je bila čudovita zgodba, pa recimo tudi kakšni takšni, veš, manj znani, Lana Tepeš, invalidka na vozičku, ne, s cerebralno paralizo, čudovita gostja, ne, a veš, čudovita gostja. Veliko jih je bilo, no, pa Bernarda Marolt, recimo, tam je pomenila ful, ker je bila kraljica, lepote, misica, razumeš, ono drugo, najbolj uspešna naša. Te zgodbe morda, ampak tudi takšni, ne, ki so bili malo manj na očeh, ne, ampak mogoče ta res najljubši, no, je verjetno res Janov, ker je klavirček zraven igral, pa je bilo dejansko res lepo, je pa vsak podcast je dejansko mi je ljubno. Koga si želiš, pa še ni prišel? Borut Pahor. Borut Pahor, ampak nisem govoril z njim osebno, z njegovo ekipo in nima časa. Ja, pa vidim, da je na vsakem drugem podcastu, na vsaki drugi vaški procesi, normalno, da nima časa. To zjezi, kot te reče. Pa veš, kaj fora, ne? Ko si mislim, pa čakaj, se bojiš nekega konkretnega sogovorca zraven, ki vidim marsikdo, ko sem ga daj kaj povabil, pa mi kdo res ni imel časa, karkoli, pa vidim, da je šel na nek podcast, kjer je šolo voditla, ne? Ne? Mogoče pa zato ni upohmen, ker vejo, da tu pa malo težje, ne? Da sem jaz nek vrhunski govorec, ampak nimaš filtra. Ne, razumeš, bom pa ti nazaj udaril te, ne? In mogoče zaradi tega ne upajo priti, ampak Boruta bi imel, mislim, sem ga že lani hotel imeti, pa vedno, pa nisem se pravim, če bi z njim osebno govoril, ne vem, kaj bi bilo.
Ne verjamem, da je on rekel osebno ne. Njegova ekipa nekako ni, pa hotel sem imeti Goloba in Tino, ampak skupaj. Ne ločeno. Če bi hotel ločeno, bi jih morda dobil. Rekel, ne, skupaj. In je bila moja prošnja takrat v kabinetu predsedniškem, ker sem imel Urško Klakočarjevo. Pa to v parlamentu. Ja, v parlamentu, pa Janjo Slugo, ki je tudi bila v Svobodi in sem bil mal stran, da bi dobil takrat, pa ne, ko so bile volitve, že prej, ti dobi politike, ne med volitvami, da ti bi bil vsak. Kako priti do njih, koliko je vpliva PR-ja ali pa vsebinskega usmerja? Veš kaj, fajn je, da znaš lepo napisati, ne? Ene stranke imajo vrhunski PR, ene pa za nič PR, to ne odgovorijo. Misliš, čakaj, no pa govorijo, pa neč, ne? Ampak kdo bi ti politika, ko niso volitve? Takrat si ti car. Ne? In mogoče sem ga ustrajal, ko sem rekel, da hočemo pa skupaj. Kaj pa kakšna zvezda svetovnega kova? Če bi bilo razen Michael Jackson? Ne, mislim, ratal mi je par teh, recimo, ko sem ti razlagal, že Robert Englund, sloviti Freddy Krueger, zdaj najnovejši podcast bo kmalu Caroline Munro, Bondovo dekle, pa v Drakulah je igrala, pa v Sinbadu tako naprej, pa režiser John McTiernan, ki je režiral Die Hard, pa Predatorja. To so velike zgodbe, pa ko sem bil 3 leta nazaj v Cannes, sem od Johnnyja Deppa, Harrisona Forda, Michaela Douglasa, Naomi Campbell, Salmo Hayek, vse spoznal, se ni bilo počas za intervjuje. To gre takole, ne? To so želje, ne? Ker vem, da jaz, veš, ko se usedem tu s tako zvezdo, se jim takoj kul, ker vse vem, ne? Jaz vem v njihovih filmih, vem vse, pa to ni to, da se ti naučiš, pa zgooglaš, ne, ti moraš to razgledati. In to srečo jaz imam, in to bi rad, ne, sam žal, ne, R. Kelly je v zaporu, Michael Jackson je umrl, David Bowie je umrl, Prince je umrl, Whitney Houston je umrl, kaj, so vsi že šli. S kom ne naredim? Pa sem še plesnjako stvar, nisem pa tudi že naredil. Ja, le. Pa konc podcast. Pa konc, lej, pa bom imel same take še, bom rekel, nekaj, razumeš, ne, take, ko so manj znani kot jaz, ne. Tako sem vedno rekel, lej, če je žur, pa če so manj znani od mene tam, pa ko jaz tu delam, ne. Hodi ti na žure, ko so bolj znani od tebe, ne. A veš, tako da glej, ne, to je to. Jaz vidim, da je tvoja samozavest neskončna in da te bo popeljala še marsikam. Veš kaj, treba biti samozavesten, ne. Res, da se nisi ti vedno, recimo zdaj jutri imam operacijo oziroma odstranitev kurjega očesa na stopalo, me je strah ful. Za rojstni dan. Pa me je ful strah, tu nisem nič samozavesten, tu sem tresel. Tu pusti ti samozavest, ko vidim igle, nože, tukaj nič nismo samozavestni. Ko se pa gre za nekaj take, to pa pač moraš biti, če ne vem, kaj delaš pol v tem svetu. Ne? Isto, najlepša hvala. Ja. Jaz mislim, da bo res mogla še ponoviti ob kakšni priliki. Zakaj ste tako ukrabila, da si me gostila? To mi še povem. Ja, tudi mi smo se te malo bali. Res, ali kaj? Pa zakaj? Pa se slamiš, ne? Pa kaj, da bom grdo boj? Pa kaj se več priklinil? Ampak zdaj smo te pa že 2-krat gostili, tako da smo prebili ta let. Jaz mislim, da smo zagotovo še kdaj videli. Vnaprej vse najboljše, čeprav se to ne dela, ampak ko bodo ljudje to gledali, bo že mimo. Tako. Tudi kurjev oko. Najlepša hvala in res upam, da se še kdaj tako usedela. Jaz sem za, ne? Sam te kako moja kasnejša uro. Zmeraj. Hvala lepa. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.